Ja, hvala, gospa, za klic. Zdaj slišali se vas ni vetru, ampak smo vaše tegobe zabeležili. Problem je seveda alkoholizem in pa izpadanje las, ampak o tem malo kasneje. Dobrodošli v epizodi Opazovalnice številka 52. Tako je. Ja, mislim, da je 52. Kaj imaš s tem izpadanjem las? Še takrat, ko se pripravim na uvod, mi še to samozavest umajaš s tem, ker reč, a je res 52? Ja, je. 52. No, 52, evo, če je pa 53, je še vse 52 zdaj, ker smo tako rekli. Okay. Dobrodošli, spet je čas za Opazovalnico, spet smo v živo seveda, kar pomeni, da se Anže spet trese, da ne bom kaj tazga rekel, ker ne bom mogel rezati. Ne, pa se nikoli nisem kaj tazga rekel. Enkrat sem rekel čing čong. Pač, oh, God. No, kakorkoli že. Ja. Danes očitno bova tudi sprejemala vprašanja ljudi, ki jih že dajejo. Pač, ki jih že zanima. To so ljudje, ki so v življenju izgubili GPS. To so ljudje, ki... Okay. A lahko poveš admin, da gremo potem na stalno rubriko, ki se ji reče... A bo enkrat tako, da bom jaz rekel admin samoinicijativno, ko bom imel zapovedati. Ne. To je pač zelo žalostno. Povej admin. Ta podcast je zastonj. Podpri.si. Hvala. To jaz ne vem, če še kdo resno vzame, ampak je zelo resno mišljen. Ja, ne, pa dejansko je kar ene par ljudi na novo. Resno? Kar jaz kar spoštujem. No. To je pa res lepo. Po moje, je bil kdo na meji nevidnega mogoče? Tam pa nismo tega povedali. Smo. A tudi tam smo tudi to povedali? Pižama je to povedal. Nisi ti povedal. Ja, ampak se pravi, če drevo opade... Ne. Če je bilo rečeno in ni rekel Godler, ali je bilo sploh rečeno? Ne, ni rekel, da je zastonj, to hočem reči. A ja, to je pa res, ja. To je zelo pomembno, tem se reče pasivno-agresivno dejstvo. Okay. Ja, poslušaš zastonje. Ja, to je res. Samo elektriko pa internet rabiš. To s tem se strinjam. Ampak očitno imaš dober paket, prenos podatkov, da poslušaš za internet daš, za Opazovalnico ne. Za internet daš, za Opazovalnico ne. Zdaj gremo pa na najno redno rubriko. Na najno redno rubriko. Bereva ocene v iTunesih, ne? Pa na vprašanja, potem pa na glavno temo. Pa na glavno temo. Okay. Danes smo neka struktura. Ne vem, kaj se dogaja. Jaz se pripravljam na to. To je resna stvar. Oh, God. Okay, ocene, mislim, da so dve mal daljše dobila, če se prav spomnim. Mogo si vam začeti pisati. A so dekliške? Mislim, so dekliške. Ne, če so dekleta. Če so dekleta dala. Da. Ne, mislim, da ne. 3 so. 3? Ja, 3 nove cene. 29. septembra sta 2 na moj rojsten dan. Hvala ljudem. Čestitke še enkrat. Hvala. Kaj delaš? Redno mi me slikam. Ok, poslušaj zdaj. Da. Prva cena. By The Krajc. The Krajc. Kot krajc kruha. Krajc kruha. Ja, no. 5 zvezdic. Impro, a me ne poznaš, da si impro? Če si kaj, si impro, to je dejstvo. Ti si tak prvak šile, v glavnem. Subject je ne? A ja, to je pa moj znani medmet po Norodeli. Tako. Ta ni ta prvi, ok, so sem, bom polno prebral. Okay. To je 3 pikce, to je polno preseškov. Pa ne na dušo piham, sam je napisal pigam, ki se je zatipkal, tako da piham. Okay. Ja, kot se rad izleče Anže. Za krono, quality beyond, pazi to mi je najljubši del. Quality beyond compliance je en izraz v moji branži. Res. Čakam, da boste spet opazovala kakšno serijo, čakam drugo sezono prigod Godlerjevega influencerja, to je dramsko, vsi hočejo dramo, stari. Čakam, kdaj bo live pridem, ne? Čakam opazovalnico, kjer bo Anže razložil Godlerju podrobnosti o mašineriji, ne mislim mašine v ATO, CC ima itak hrčka in programski opremi, ki ustvarja aparatus podcaste. Čakam Godlerjevo šolo dvorjenja. Kaj pa slutim, saj trilogijo. O moj bog, to je moj... Saj trilogijo slutam, če bi imela, čakam, mislim, da je šola dvorjenja. Mami, a lahko nehaš pisati review? Ne, ker to je pa zdaj, to pa ni ok. To pa ni ok, ja. In upam, da ne čakam Godoja, tam je bilo všeč. Mater, se že vidim, čez 20 let sedim na Peru in Bentlim, se spomniš Opazovalnice, to je pa bilo lepa cena. Čekaj, to pa fuck. Ja. Hvala lepa za to ocen. Ja, hvala, kos kruha, ali kaj si bil prej, Krajc. Same nekaj bi popravil, mi smo quality beyond compliance, bi rekel, mi smo bolj quality beyond control. Ja.
Live fast, die old. Live fast, da je. To je to. Okay, druga ocena. Ja. Klemen 1982, ta je že iz Irca, očitno. Ja. Se pravi, subject je, sem da vidim, zanimivo, pika, 5 zvezdic. Okay. Na podcast sem naletel na ključno na lestvici in dal test run z epizodo 49, ta je res frišen. Ta je res frišen, je super zanimiv, zato sem šel od začetka. Pretočil sem za nazaj nekaj Star Trek in The Office, ki ga gledam trenutno. Prej nisem sledil, ampak podcast vseeno poslušal, ker so komentarji zanimivi. Zadnje random epizode in prigode iz življenja so mi sicer najbolj zanimive, naprimer Osho for the win. Zdaj pa hvala in Godlerjeva širina / genialnost. Imamo naslov, ne? Mislim, da imamo naslov. Godlerjeva širina in genialnost. To je lahko naslov te opazovalnice. Čeprav ne, jaz ne bi videl Godlerja, videl samo širina / genialnost. Imam jaz veliko glavo. Kaj? Vprašanje. A zaradi slušalka, ti tiščijo slušalke? Ne, sem bleso naštimane tako, da so mi prišle tle na vrh lobanje, zdaj sem si mogel podol potegniti. Zdaj pa ne vem, a je imel nekdo z ful mehno glavo. Pred tabo je imela te slušalke gore ena punca. Kjera? Ki sem imel v aparatu, ki nima velike glave. Ki nima velike glave? Ja, ti lahko rečem. Pol se za ston bojim. Za ston se bojiš. Okay. Čak, kje smo? PS, Godler ima rad kondome, PS, Godler vozi Peugeot CC 206, PPVS trivia. Moj fotor je bil Kaj, ne, prosim, kaj? Sorry, to ne morem prebrati, to me pa malo presenetilo. Zakaj ne moreš prebrati? Tole prima viste berem. Se pravi, moj fotor je bil Godlerjev pediater. Ne, nimamo pogleda v dokumentacijo Brežice for the win. Ne, res ali kaj? Zabavan, to je napisal. Kdo pa je to bil? Jaz sem imel domače zdravnike. Klemen 1982, tako da ne vem. Ja, Ti si imel domače zdravnike. Jaz sem imel domače. Kaj to pomeni? Ja, babica je imela zelišča. Mislim, ne vem, da bi jaz imel pediatrije otroški zdravnik. Mogoče je v šoli ali pa kaj, veš, mogoče kakšna ja, čakaj malo, a to je otroški zdravnik, ne? Ja. Ojoj. Tle pa je ena zgodba. Ok, gremo naprej. Ne smem povedati? Ja, ne vem, ti se odloči. Veze ima. Če je to ta, jaz sem bil zaraščen. Mislim, ne. Kaj pomeni? Joj, no to je medicinsko, nočem biti zdaj neokusen ali pa kaj, ampak imel sem to, ker sem bil otrok, ker sem si mogel... So te se pravi, vzgojili so te volkovi in si bil wolfboy, brežic. Ne. Brežiški wolfboy. Kako se reče to, ko imaš zaraščeno, no, ker ne gre dol na... God, ne. Ne, pa to je medicinsko. Okay, ni važno, ne. Se pravi, nekaj si imel zaraščen, naj si ljudje sami razlagajo. Ja, in pa mi niso to, pač enim se, žide si imajo to porezan, ne. Ne, pa, lega, zdaj se pa zdaj se pa tako zgražaš, da sem spet rekel čing čong. Ja, okay, nisi, zdaj si. Se pravi, ti si bil zaraščen. Ja, in potem, in potem sem šel na obravnavo in mi je, ne vem, če je to ta pediater, mi je to, z očetom smo šla in sem ležal in je rekel, ja, se je dobro, da sta prišla, ker zdaj pa že začel kaj, ne vem, kaj je hotel s tem povedati, ampak ležal sem tam in mi je sam z nekim po špricu, moj oče me je držal nazaj, pa sem zdrl mi vse dol. To je kar grozen spomin. Pa sem šel pa v knjižnico po Agatho Christie. In me je še knjižničarka nadrla, kaj to jemljem, je za mamo? Sem rekel, ne, to je za mene. Je rekla, ja, sem si hotel reči, a veste, kva so mi kar naredili? A zdaj mi boste pa še vi gnojili za Agatho Christie. Ja. In to je bil to je bil en lepših dni moj mlajši. Kjer o Agatho Christie si pa spomniš? To je bilo Sloni si zapomnijo. Ker takrat so v lihi začne izhajati slovenščini tiste in sem jih ene par. Okay. Všeč mi je ta twist, bil sem zaraščen, bil sem pri pediatru, rezali so me. Ne, drl mi je dol. Ok, dost, ne morem. Drl mi je dol, to je kar slabo. Odreti. Razumem. Obstaja vse. Še eno oceno ima. Še eno oceno. Ljudje v četu lahko še kaj vprašate, gor sem videl par vprašanj, bomo pa vprašali, zdaj lahko vprašate, bova na par odgovorila, pa greva pa na glavno temo. Ok, še ena, ta je pa trola, ne, to je pa zdaj trolanje. Ja, ne, to pa ne ber. 5 zvezdic, ne. A ja, je 5 zvezdic. 5 zvezdic, pa ber. Pa je pa subject line je 5 zvezdic, okay. Pa nickname je 5 zvezdic. Kar genius, resnic. Ja, sem tem se reče trolat. Ja. Ob vsem balastu in neumnostih tega sveta je poslušanje opazovalnice precej osvežilno. Lahko bi bile posamezne epizode daljše za 10-15 minut, ker teh cirka 30 prehitro mine. Hvala. Ja,
Ampak quality over control. Ja, to je to. Ne, plan ima okoli 30, vse včasih je več. No. Glede na to, da zdaj že na 10, pa niso še nič naredila. Zdaj gremo pa na odgovarjanje na vprašanja. Zdaj pa če prav razumem. Iskreno, zdaj pa sam iskreno. Okay. To je teta Justi oziroma Stric Godler. Yep. Če kdo ve. Berem, kako žlahtna sprašuje, kako preboleti bivšega. Ja, kakšen je bil bivši, hočem vedeti. Kakšen je bil bivši? Je bil gnoj? Je bil drek? Pol, če ga še prebolevaš, 5 na jogurt. Mislim, če je bil pa faca, pa v bistvu človeka ne moreš nikoli preboleti. Ne? To je tista rana, ki boli večno. To je večna solna rana, če je bil faca. Če je bil pa douchebag. To ni moja beseda, no se pravi. Moja beseda, ja, to je tvoja. Sorry. Če je bil, tako, bom rekel še eno besedo, ki ni moja. Ja. Če je bil pa douchebag, pa sam chill. A je zadovoljna z odgovorom? Malo delay, bom videl, če boš žlahna. Klasični skladatelj je bil, jeba. Kdo? Bivši. Klasični skladatelj, kaj to pomeni? Skladatelj, klasični skladatelj. Ja. Klasični skladatelj, to je zdaj, ti meni rečeš zmer klasičen Godler. Klasicističen, če že, please. Ne klasičen. Klasičen skladatelj, to predvidevam, da je bil Zendrek skladatelj, bomo rezali. Ne bomo kaj live. Ampak, ne vem, po moje dekle mislilo, da je to skladatelj klasične glasbe. Ja. Teh ne poznam veliko, ponavadi so douchebagi. Ja? Se pravi, lahko ga odvrže. Zato, ker je bil skladatelj klasične glasbe, ga lahko odvrže in je to. Tako. Zdaj jaz ne vem, a je bil dober, lahko je bil Zendrek. Ne vem. Ja. Ne vem, kako je zasanjana? Žlahtna. Žlahtna, fakt. Ja. Okay. Štorija. Mislim, da smo prvo vprašanje odgovorili. Čakaj. Kje imamo zdaj? Katere zimske gume nameravaš kupiti za CC? Strojnik sprašuje. To je ta trolanje. Za tiste, ki niste vedeli, to pomeni trolati, ali kako? Ja, ne vem. Ne vem, je rekel zasmejan, nasmejan. Ja. Ne, a je še kakšno tako? So naprej. Globoko, okay, res. Imamo, a Cartier ura je na baterije? Razloži prvo, kjero Cartier uro imaš, je že pišem, da vam dal zapisnike. Cartier tank, pa večina so na baterije. Manual winding meni niso preveč pri srcu, zaradi tega, ker jaz rad tudi zaupam, avtomatične imam zelo rad. Ja. Ampak Cartier avtomatična je pa samo, je ta velika. Cartier tank je ful večja od moje. Tvoja je ženska. Ne, moja je large, obstaja pa tudi small. Moja je large, ampak tista je pa še večja, tista je pa XXL. In tista je avtomatična, ampak tista mi ni. Je prevelika za tvojo damsko roko. Damsko roko je rekel. Ne, hotel sem reči, aristokratsko roko. Ja, jaz imam lep proporcionalno roko. No. Glede na kaj? Glede na mojo veličino. Dušno, ne. Spiritualno veličino. Ne, je na baterije, kvarčna je. Ampak jaz imam rad ikonične stvari. No. Če lahko popucamo če me bo zdaj obsojil nekdo, da imam kvarčno uro, pač jo imam. Kvarčno uro. Ne vem, ti imaš tudi... To so te kvarc kristali noter, nekak čas, ne? To je neka tehnologija z nekimi kristali, ki nekako uro... Zelo je točna. Se to misli. Pa nova. Tako da zelo lepo dela. Se pravi, ta bo že spet ko boš umrl, ko bo to dobo. Ta je bila pod Godlerja. Ja, lahko, če je kakšen moj fan. Se bo en štihnil, zato da ura dobo, ne tega razlaga. Ne, se ne bom. Glavno, gremo naprej. Imamo modna vprašanja, sem prej nekje videl. Resno vprašanje glede jesenske mode. Harrington jacket, men's, a je v redu ali ne? Mislim, da to sprašuje. Legit 007, Harrington jacket, men. Ne vem, a veš, kako zgleda? Pogooglam jaz to. A ni to jakna od Steva McQueena, ki je imel v filmu The Thomas Crown Affair? Ne vem, zgleda tako, taka... A si gledal film? Ne, taka bombarca. Očitno, to je ta jakna, ki je imel on. Barracuda se je imenovala. Mislim, da se še dobi na Mason & Sons. Se pravi, je v redu, ker ta človek to sprašuje. Ja, valjda je v redu. To je še posebej v redu, če si pilot jadralnega letala. Recimo, jaz sem to delati spomladi izpit za jadralno.
letalo. Ja, to jaz sem začutil, da to Te moram. kliče, nebo te kliče. Ja, ne bo. Nebo je reklo, Godler. Mislim, ne razumem. Ja. Kaj boš delati? Za avion. Ampak Za jadralno jadralno, letalo. ja, ne za motorno. To govoriš s človekom, ki je bil zelo v avionih v svoji mladosti. A resno? Jaz sem sestavil 50 modelčkov. A ja, sestavil, nisi pa iz sobe prišel ven. Ne? To je letanje. To je, veš kaj, na Igral sem zaprtem flight- oddelku je fulke letijo od znotraj. Igral sem Flight Simulator. A, to pa tudi jaz. Ja, in od Janesa serijo špilov sem igral. Janes je bila ena, so bili ful dobri. Advanced Tactical Fighters, A veš, da tega pa World War II Fighters. In pokazal pa imam par knjig, imam še vedno. Od Janesa, to so ful dobre zbirke. Gremo naprej. Sprav, kva imamo zdaj? Še kakšno vprašanje? Gledam. Škada, Irc je malo confusen, tako da. A to so vrnitev v stare čase. Ne? Ja, katere znamke oblek nosi Godler? Tako da, Big Kid je napisal 69 poslušalcev za nalašč. Pazi, le Bor Krajnik je napisal, kvarc deluje na podlagi števila vibracij kristala na sekundo, ko ga stimuliramo z elektriko. Se pravi, zato je baterija not, ne, da stimulira kristal in zato je to točno očitno. To je ura, ki je ne nosiš zaradi horološke vrednosti, ampak je ura, ki jo nosiš zaradi ikonične vrednosti. A ti naštevam, kdo je to uro vse imel? Ja, princ. Ne. A ja, ne. Andy Warhol. Okay, ne. Okay. Ralph Lauren. Kdo je to? Lauren. Ne, se zgodi. No, je ta Ralph Lauren. Ja, jaz rajši rečem. Da se bolj sliši. Po francoski za vse slučaj. Pol, seveda, princesa Diana. Ja. Lord Snowden, bivši mož od kraljičine pokojne sestre. Kaj je bil znaci? Ne, tisti je pa, Ja, ne. tisti je pa njen stric. Aha, stric. Od kraljice bivše. Od kraljice sedanje. Pel je napisal, Marjan Jerman je tudi jadralni letalec, sem tok. Ja, samo ima zmaj, z njim sem se pelal. Ja. To je bila Ti si se prigoda. Z Marjanom Jermanom sem se pelal in to je za nalašč hotel, da bruhu, ampak me ni mogel dobiti. Mi dva smo zletela v Novem mestu gor, snemali smo nek trailer in je bil en kader za RTV. In je bil en kader, kjer so nam naštimali tele GoPro kamerce in je bilo pač Jure Godler z vsemi RTV-jevci henga in z Bobovnikom sem bil na enem mostu, z Mojco Mavec sem bil na enem travniku, no vpraš, kaj smo delala. Z Marjanom Jermanom sem bil pa na Zmaju, ne? In smo zletela, kaj je presec, sem odpeljal škozlov v švidu in smo šla v luft in je pripelil gor in je izklopil motor, po je pa obrnil Zmaja čist dol in v prosti pad sem rekel, da imam posnetek, ga bom dal v zapiske. Resno? Ga bom uploadil, ko prijem domov, pa ti bom dal link, kako sem trpel. Ja. Pa smo pa pristala, pa smo šla pa še en krog, pa sem bil pa že navajen in je zelo dobro z njim leteti. Edin skoraj mu je kapo odnesel in to propeler not. Ker so hoteli, da ga kostumirajo malo in so nam dali tiste iz druge svetovne vojne. Aha, in je ti skoraj odpihnil. Ja, in mu je došlo in sem mu med letenjem jaz vezal tiste, pa očala popravljal, ker sem mu brez očala. Ne, ampak smo bila trezen. Ni bilo tle v igri substanc, no. Ja. Razen Marjana Jermana. No, razen Marjana. Ki je substanca. Ne, se smo bili čist pijani. Ne, hudo, to nisem vedel. Ja. A si bil že na kakšnem Concours d'Elegance, kaj je to, Concours d'Elegance v Angliji, kot naprimer salon prive v Blenheimu? Ne. Blenheim se izgovori to. To je palace, to je palača. Okay. Povezano s Churchillom. Ne, in Blenheim Bouquet je mimo grede tudi eden, če ne najboljši parfum od podjetja Penn-Elegance, ki dela, odkar so šli izven privat, oziroma odkar so se prodali, totalno vrat. In Floris, on the other hand, je še zmer family owned. In še zdaj delajo dobro in kvalitetno. Penn-Elegance ima pa še zmer, nima od kraljice, ima pa od Filipa pa od Charlesa, ampak ne delajo. Ne delajo več, ni več, čuti se neka substanca. Ni duše, prodali so se. Prodali so se, ni več duše notno.
Okay, zadnje vprašanje, pa greva pa na osrednjo temo, ker so že na 20 minutah, to je tako slabo. Ja. Big Keith, kaj pa posnetek z Mojco na travniku, a to obstaja? Ne, jaz sem tam, laufu sem po travniku, pa je ona tam, ki nekaj gleda in reče, in me vabi, ne, ampak ne seksualno, ne vabi me zdaj, pridi sem, ampak pač vstopite v svet RTV-ja, tle smo že od nekdaj. A ja, pa Pomaranča vprašala, kdaj bova igrala golf. Jaz bom tako rekel. Pomaranča, najlepša hvala za to vprašanje. To je vprašanje, ki ga jaz že to sprašujem konstantno in vedno je tisto, ne, 5 stran, se imaš uro na baterije. Zdaj je pa primoran to odgovoriti. Hvala. Jaz bom tako rekel, zdaj je veliko več šans, da se to zgodi, ker sem se jaz hrbet zrihtal. No. Zdaj imaš porihten hrbet. Ja, zdaj je res že dosta ok. Which brings us to our main theme. Okay. Zdaj imam pa jaz mal hrbet v K. Jure, zakaj? Veš zakaj? Zakaj? To smo ti zaprašali. Ja, zakaj imaš hrbet fuč? To je tako slabo. Ne. Ker zdaj si Marjana Jermana oponašal. Ne, hotel sem mal hripal izpadeti. No. Nekaj to se Karol iz mene norca dela, da sem mladi Marjan Jerman. Po glasu? Ja. To je pa genialno, vse si res. Ja. Samo manjka ti še par litrov. Slabo. Čing čong, šujiš. Okay, zdaj pa pazi. To nas pripelje do glavne teme in to je počitniška dopustovanja. Poletna dopustovanja. Jaz sem bil na poletnem dopustovanju v Italiji, na enem otoku, na katerem se nahajajo tako imenovane feničanske stopnice. In feničanske stopnice so stopnice, mislim, da jih je 600, ki povezujejo oba dela otoka. Kjer otok je bil? Šlo je za otok Capri. Capri. Ja, za otok Capri in ta... Kamor sem jaz bil povabljen, to moram reči, da si me dejansko povabil. Nisem prišel, ampak si me povabil. To je otok, ki je v bistvu ena skala sred morja. Ja. Žal. Ima 2 marini, ena je Marina Piccola, Grande, druga je Marina Piccola. In to je tam, kjer se lahko kopaš, ker druge se žal ne moreš. Pač, če si na otoku, zaradi tega, ker je prestrmo. Ker so skale tako visoke, da ne moreš niti približno priti do vode in strme. In po teh stopnicah, gore dole, sem jaz vsak dan hodil. Vsak dan sem prehodil 12 km. In dol grede, pred koncem sem bil že tako v formi, da sem tudi dol tekel. In od takrat naprej, po stopnicah. Te stopnice so... Koliko šteng je bilo? Mislim, da je 600, ampak te stopnice so pod 45 stopinj. Okay. To niso stopnice položne, da bi rekel, to je res strmo. Okay. Bomo dali sliko. Okay. In od takrat me je začel pa križ boleti in desen testis. To je povezano, ampak pač... A je povezano? Jaz mislim, da je to povezano. Ker sem spoznal eno SNM Italijanko. Ki me je včipnila za desni testis. Ne, Anže nime. Okay. Ali pa brcnila. Ja. Ni vščipnila ali pa brcnila. Ni vščipnila ali pa karkoli drugega. Okay. Neumnosti, kar počnejo ljudje danes v spolnem smislu. V spolnem smislu? Bolno. Res, ok. Ne maram teh bolnih spolnih igrc. Ja. Nikoli se nisi šel še benih spolnih igrc. Sovražim to. No, ja. In od takrat... To slabo, povej. Ja. In od takrat naprej me boli zdaj, včasih me malo manj boli, včasih me malo bolj boli. Ampak ne vpliva na golf. Včeraj sem šel po snemanju na 9 luken in 1:15. Arboretum, thank you. Ja. In ne vem, koliko sem je rezultat, ampak bil je zelo dober. Thank you again. Tako da to je... lahko greva, kar se tiče mene, golf igra zelo. Ja, jaz zdaj mislim, da bi si ga upal, da sem si malo spedenil ta hrbet, oziroma vratno. Si spedenil? Ja, športam, ne? Šport reši vse, od resnice. Absolutno šport reši vse. Ja. Razen tebe, ki te je pohabil. Mene je pa pohabil. Pa imam še eno anekdoto, ki me ni pohabila. Ne, škaj me, dve stvari me zanima. Dve stvari me zanima. Aj, še kakšno vprašanje. A je bilo kaj lepše morje kot blizu Anžetove palače, kjer se nisi hotel kopati? Zelo lepo. Poglejte na moj Instagram, pa pol rečete, pa primerjate z unim lagerjem, Arbeit macht frei. Bomo se pogovarjali, kaj je bilo lepše. Ne, to sem zdaj grdo izpadel. Ja. Kaj si pa počel na Capriju? Poleg štenk. V bistvu sem pisal. Pa desnega testisa. Pisal pa bral. Bral kaj prvo, kaj pisal? Pol. Bral sem roman Contempt. To je roman, ki se dogaja na Capriju. Posnet je bil tudi film Jean-Claude, Jean-Luc Godard. Aha, ok. Le Mépris. Le Mépris. Brigitte Bardot.
Brigitte Bardot. Thank you. V bistvu sem zaradi tega, na tem filmu sem ta otok odkril. In od takrat, zato si šel. Ja, zanimalo me je, kako je, in sem bil popolnoma razočaran, ker pač ni to. Ni to vis, hočeš reči. Ne, jaz se veliko krat v življenju zaribam, ne, pa vidim kaj v filmih, ki jih gledam z 50 let, z 60 let, ne. Ja. In pa rečem, tja je treba iti. Poprijem pa tam, taužent čing-čongov. Ne, se to hecam, sem pač veliko ljudi, no. Ja. Veliko ljudi danes je pač s tem turizmom omogočeno za mal denar vsem vse. Se nič narobe s tem. Sam ne mi na živce hoditi, pa ne mi ovirati ulice, ne. Kdo ti je uveral? Kaj ti? Kva? Ja, turisti. Ja, ti si tudi turist. Ja, jaz sem turist, ampak jaz ne hodim tam s sladoledom po ulici. Ampak? Pa jaz sem sam en. Družine ti grejo na jedra. Ja, pa tam so bile cele horde ljudi. Avtobus pripelje. Ne, tam ne moreš nič. Priješ kaj z ladjo, pa sklepam. Samo z ladjo, tam z avtom sploh ne moreš iti. Ti si s helikopterjem, seveda, pa sklepam. Ja, bi, če bi lahko, ne. I was fished out of the sea and dropped down. Ne, res, ampak videl sem eno stvar, ne, tam na tej glavni, tako rekoč, piaceti se imenuje, Piaceta d'Umberto. Ja, se pravi, mali trgec. Ja, mali trgec. Tam so 4 velike kavarne cenovnega razreda, kot so v Benetkah, recimo. Se pravi, turist trepi. Ja. Ja, lupijo Nemce, torej. Ja, ampak moj point je tukaj, v redu je. Ja, ampak. Ta folk. Te 4 kavarne so večino časa prazne. V tem je point. Zakaj? Kva? Zakaj? Ti bom povedal. Ker so zraven stopnice in en sladoled in vsi turisti se posedajo na tiste stopnice in se tam usedajo in čakajo, da bojo koga znanga videli. Ne zapravljajo, razumeš, kaj ti hočem povedati? Se kjer je treba kaj plačati, ni več nobenega. Ta masovni turizem meni ni všeč, to ti hočem povedati. Okay. Pejt nekam, pa koliko časa, razumeš? Podpri ekonomijo. Ne iti na sladoled, fakt sladoled, kaj bo s sladoledom? Ja. Dej podpri. Kup kavo najmanj. Iste cene, približno. Iste cene, ne? Se pa so bili zadovoljni, ne, ker sem jaz sedel tam. Edini. Ja, ker sem je videl, par si jih je slikal. Zakaj so se slikali? Ne, mene so slikali. Ker si sedel. Zgledali tako, čeprav je bila ena poroka tudi zraven. Lode so poroko slikali. Ampak, lej. Okay. A sem zelo grdo to rekel? Ne, masovni turizem pač to, ker za mehen denar ful folka nekam pripeleš in pol delajo sam zgago. Ne? In to meni ni všeč. Jaz mislim, da noben ne bo truje od tega botrovati. To sem tudi narobe rekel. Ja. Jaz sem kar pustil umirati zdaj. Ne vem, kam si šel s tem potrovanjem. Ampak ja, ok, res smo te štekam. Veš, kaj hočem povedati? Tako da, kaj me še zanima? Pa še eno anekdoto imam. Ampak, okay. Ja, ok, no, da povej anekdoto, pa te pol vprašam. Jaz sem na vsak način hotel poslati oziroma dnevno korespondenco na dan. Ob sredah jaz to razpošljem in vmes je bila tudi razglednica tebi. Ki sem jo dobil. Ki si jo dobil. Ja, imam na hladilniku. Najbolj dolgočasno razglednico možno sem ti poslal. To je mogoče res. Prav, hotel sem zbrati, ker je samo neka trdnjava slika. Ja. No, in bolj klasične razglednice ni. Tako. Ja, resnic. Grem iz pohoda, pridem iz stopnic z vsem temi pismi in kar sem jih poslal. In grem na pošto. Okay. In oni imajo tisti sistem vlečenja. To ne vem, kva pomeni. Listke, da priješ na vrsto. Aha, na vrsto, ok, razumem. In pridem not in čakam 10-15 minut in tako mi kapna seveda po 15 minut ves mokr tekel z mene. Aha, ta listek mogo vzeti. Ja, in pa sem vzel listek in jih bo že tok pred menoj, sem rekel, pejte nekam. Pogrem pa... A ja, čak, prvi si nodi nisi listka vzeti. Ne, in sem čakal tam in je ful prišlo pol za menoj in valjda... In so listke imali. Ampak, ker so oni listke imali, tebi ni svanulo, da bi ti listek vzeti. Ja ne, jaz sem tam neke druge stvari gledal, ne. A ja, iz pošte se vidi lepo na morje in sem razgled gledal. No in pol pa grem ven, sem rekel, nič grem jaz te znamke kupiti lepo. Tam, kjer sem razglednice kupil. Ja. V eno trgovino s spominki. Da pa pazi, prijem not, a imate tole... Ne, pardon, tam, kjer sem kartice kupil. Ja. To je bila trgovina s spominki. In sem rekel, dobran, jaz sem kartice prva skupil, a imate tudi znamke? Je rekla, ne, to pa naprej v tabaki. Ja, naslednja vraka tabaki. V redu, hvala, grem not. Tam se je pa lastnik, oziroma tak je bil za pultom, se je kregel z enim tipom, ki je prišel not, ampak oba sta bila lokalca. Prijem not, sem rekel, še enkrat to naredil.
Mauricio, porco dio. No, in no, sem rekel, zdaj, Mauricijo, nekomu je bilo ime Mauricijo. Torej. jaz sem bil Mauricio. Ne, ampak sorry, povej. 1, 2, 3, 4. Ok, in to je bilo. Spicy meatball. Ja, to. In mahala in se kregala en čez drugega. In jaz tam sem hotel prekiniti, sem rekel, sam znam, ki mi dej, pa vas pustim. Ne, nalašč me ni, kaj videl, ne, da hočem, ne, v njem nazaj, spet nazaj, in čakam in je bilo, ne pretiravam, 5 minut. 5 minut, se je vedno bolj ven pomikal, ne, ampak sta se drla drug za drugim. Pronto, ok, konc, gre on ven, sem rekel, Pronto. no, gre on ven, se obrne, jaz pa, you have stamps, on pa, no. In to je true story. Res, ok. Ja. Potem sem šel pa naprej, na Piaceti je še ena trafika, Ja, kjer sem kupoval The Times seveda. in rečem, do you have... Financial Times, ne New York Times. Ne. Ne, The Times. The Times, ok. In grem do trafike, sem rekel, do you have stamps? Veš, kaj mi je rekel? No, tabaki. Sem se rekel, še enkrat mi reči tabaki, pa boš ti videl. No, to je ta anekdota, ne popolnoma realna in potem sem šel pa nazaj in seveda na pošto po listek. Ja. Kako smo bili pa hitro na vrst od oka. Relativno hitro in še pol se zakompliciralo. Sem rekel, stem, se je rekla, ne prodajamo več, je pa že ta ura. Kva? In zato ni znamke na tvoji razglednici. To pa sem nisem opazil. Ja, zgleda, da sam do neke ure imajo Pa znamke. smo kaj poslal. Ne, je rekla, lahko mi pa pošlje, sem bo gor nalepka na mest znamke. Ne? Aha, ok. Ker eni nočejo na razglednico dati Ja, nalepke pač. nalepke. Ok. In še to, nisem prišel do znamk. In prišel domov s hernijo. Ne, se ni hernija, to mogoče pa je. Sam ne vem, zakaj me še pol... Zakaj še desen test? Ja, ta del te strašine. Ja, jaz ne vem, kaj je to. Ja. Čeprav... Prevečkrat smo rekli desen testi danes. Ja, to je naslov, ne? To mislim, da bo prej bo to naslov. Ja. Desen testi. Joj, kad nekdo, ki je prvič slišal opazovalnico, oziroma jo bo slišal, pa bo videl naslov desen testi. Hanna je napisala, verjetno nisem edina, ki teh 9 lukenj po snemanju ali med snemanjem po debati o spolnih igrah ne povezuje z golfom. Aha, Ja. ja, sej. To pišete na Instagram, direkt mesec dolarjev. Hole in one, vsi vemo, kaj je. Ne, se to je grdo od mene. Grdo. Ne, to so, veš kaj, te zelo povezujejo z spolnostjo. Se pravi, tvoj edini nisva še, eno vprašanje imam, sicer so že na pol ure, od danes mogoče celo malo podaljšala, ampak Dobro. kaj si pisal? Prej si rekel, da si bral, A ja, Nekaj si roman. napisal, roman. Da. a lahko karkoli poveš o temu? Lahko povem, da je parodija na James Bonda. Aha, Johnny English torej. Bolj v realnem svetu, bolj realen. Kaj da bi Christopher Nolan naredil Johnnyja Englisha. To je, kot da bi Christopher Nolan naredil John English. Yes. Tako, tam nekje. Yep. To so vse produkti Earl Greya, dragi moj, ki ti ni všeč. Ja, ne, res mi ni všeč. Ja, še zdaj ne. Koliko si pa napisal? Jaz zdaj sem na 120 straneh, s pisalnim strojem, seveda. Ja, in še to, da povem. Seveda. Seveda. Ne. S pisalnim strojem. Ne, prijatelj, s pisalnim strojem. Seveda. No. Ne, kolje. Če napišeš, s pisalnim strojem, prijatelj. Še ena anekdota. Kaš na to vprašanje? Pri vsej tehnologiji, ki obstaja. Ne. S pisalnim strojem. Ne, kaj sem fora. To se pravi, na dopust si vzel pisalni stroj. Ja. Ena stvar, ki si igral na avion, Ja. sklepam, da si vmes si letel. Ne, nisi. šel sem z vlakom. Šel sem z vlakom, zdaj pa... Boljši odgovor. Ne, zdaj pa, dragi moj, Boljši odgovor. zdaj vas bom pa jaz razsvetlil. Zdaj vas bom pa jaz. Avion, ne, po Italiji ne. Frecciarossa, please. Kaj je to? First class, to je vlak njihov. En vlak imajo, kaj je Frecciarossa? Firma, po moje, ne? To, Ja, firma. Podjetje. Italija, Tako kot Alitalia imaš Frecciarossa. tako, to je tip vlaka. Okay. Vzameš to, samo mora biti first class. Ja. Oziroma vsaj business. Ja. Ti si bil Business. ok. Business silent. To pomeni, da bo, Ja. da tudi če se kdo znajde v tem vagonu s teboj, kar se ne, ker gre vsi na economy, Ja. ker je Plebs. cheap ass. Masovni turizem. Ne? Masovni turizem. Masovni turizem. No, pazi, pozor. Ja. Strežejo kot na avionu, edina slaba stvar je. Te strežejo kot na avion. Tako, pa še ena slaba stvar. Misliš, ko boš Italije videl, pa je v bistvu ne, ker od Bolonije pa tam naprej je dost pod zemljo, oziroma od Rima tudi naprej. Aha, okay. Gre dost, Koliko cajt si se pa vozil po? ne velik, 2x po 3 ure.
Ja, ok, to je pa legit. Ja, ker sem hotel sem mal ta old time travel, ne. Pri meni je potovanje happening, ne. Ampak žal polka na tistih postajah železnic, tiste je pa grozno, ne. Tiste, to je pa grozno, tiste je pa grozno. To je pa grozno, to ti pa tako povem. Ker Ja, zaradi tega, ker ljudje, posod so ljudje. ja, To je večni problem, je to, da kamorkoli greš, so ljudje. Ne? preveč jih je. No, apropo pisalni stroj. Sorry, ja. To sem hotel reči. Ja. Vzel sem, nisem glih od Hermesa vzel, ne, ampak sem vzel elektronskega Canonovega. Elektronski, to je iz 80-ih let pisalni stroj, ki si kupil tisto kaseto za trak, ne, za pisanje. Okay. Ampak jaz tega nisem vedel, jaz sem to vzel, ker je malo lažji od Hermesovega. Ne? Ja. In ga vzamem, pač tako mislim, nesel tiste res, zelo težko, poleg vsega viskija. Ne, sem napisal, da ta Freča Rosa je hitri vlak čez Italijo. No, to je ta hitri vlak čez Italijo. No, in jaz ta pisalni stroj vzamem in ko sem ga kupil, sem kupil še ena kaseta je bila že not, jaz sem kupil pa še eno, ampak ta kaseta je zelo draga. Okay. 80 €. Kaj? Ja, ker se več ne dela, ne? In je pač kdo išče. Oziroma, cenej nisem najdel takrat. In jaz kupim še eno, sem rekel, lej, ena je še not, tisto porabim, ker pri navadnem pisalnem stroju imaš to za, če ful pišeš To bo zdaj dober. za pol leta. To bo zdaj dober. No, in jaz tipkam, tip, in en dan, tako po, ne vem, 12 straneh, ko sem napisal, vidim tako, da ne tiska več, ker na elektronski pisalni stroj, ki ti pišeš, ena vrstica se ti izrisuje na LED displeju, Ja. in ko pride do konca vrstice, zapiska in takrat pritisneš enter in ti potegne in ti tisne. Ja, to je tako neumen, da je noro, ampak povej. Dobro. Ja. V glavnem, jaz sem rekel, očitno je bila že pri koncu, dam ven. In sem videl, jaz mislil, da se to obrne pol, da je za večkrat uporabiti. Ampak ni bilo, dam novo not, napišem naslednjih 30-40, konc kasete. In potem sem pa trak ven potegnil in sem videl, da je tisti tekst, ki ga napišeš, v bistvu vzet iz tistega traka ven, ostane na papirju, tako da je za enkratno uporabo. Tako, ko se odvrti, se odvrti, bi jih mogel imeti po eno škatlo s seboj. Okay. Po 80 € še enkrat vsaka. Ja. Okay. Potem pa sem v kantu vrgel tako eno, pa sem šel domov. A res? Ja, to je. Pa si vse skupaj napisal 40 strani od 120. Ja, da sem je že odprej. Sem že odprej. Ja. Restauracije so pa dobre tam, samo o tem pa kdaj drugič. Ok, restauracije kdaj drugič. Ja, jaz mislim, da to je počas. Zakaj si ga in pa si ga pa stran vrgel? Ja, pa je bil v bistvu new. Ma nič, doma pišem na tizga, pa sem pa rekel, kvačem zdaj to jemat, bil sem mal nadrkan, sem nam zdaj to. Bolj, da ga tle vržem koš, kot pa enem na vlaku v glavo. Aha, ta Juni še napisal, da Freča Rosa pomeni rdeča puščica. Ja, rdeča puščica, Freča Rosa, to je zelo lepa izkušnja z vlakom. No, okay, jaz mislim, da so prišla več ali manj do konca. A so to vsa vprašanja? Ja, to je to. Ljudje se nič. Zdaj bom pa jaz nekaj naredil. 52. epizoda Pozvalnice, naprej ti poveš, admin, bom jaz nekaj povedal. Se pravi, če boste na Twitterju, mora si en hashtag zmisliti, da bo začela zbirati ta vprašanja. Ja. Se pravi, na Twitterju hashtag vprašaj opazovalnico, da va tako, vprašaj opazovalnico. Jaz bi dal opa help. Opa help. Sam to lahko da bo zaseden, čak, da grem pogledat. Opa help pa ni zaseden. Nekdo bo pred teboj pogledal in napisal chat. Nekdo bo pred teboj pogledal. 100%. Ne bom. A si že? Ne, čak, sem še stran. Opa help. Opa help. Zihno obstaja. Ljudje si nategnil, mislijo, da bo res adolescenca tudi tema, zato so vsi prišli drugače. Ne, pa se je bila. A je bila? A ni moj cel life. Imaš prav, opa help je dosti fraj. Super. A ni moj cel life adolescenca. Ok, se pravi, ljudje, ki tole poslušate in bi radi, da mi dva odgovarjava na vaša vprašanja, lahko tweetnete, ne? Z hashtagom hashtag opahelp. Tako, opa z veliko help. Tako, in bom jaz naštel en sistem, ker mi bo to avtomatično metalo v en Google Doc. Okay, to obstaja, to jaz lahko naredim. Tako da
Tako da to dajte, pa v naslednjič odgovarjali na vprašanja. To je ena stvar. Druga stvar, dejansko je par ljudi poslali, da bi prišli na opazovalnico live. Ja, jaz sem dal par mailov, pa na Instagramu. Moram reči, da ne dosti, da bi bil jaz toliko napaljen. Še zmeraj zelo goreči ljudje, ampak mora več folka. To res ne žicava. Absolutno. Ja. Dejansko je zalogaj to organizirati in res mora imeti feeling, da bi razprodala kinoteko. Če tega feelinga nima, brez veze. Tam s tremi ljudmi sedi. Koliko sedežev je? 120. 120. Ja. Rečete še stari mami. Zih me pozna. Ja, David sprašuje tematiko, karkoli lahko vprašate. Karkoli lahko vprašate. In Pomaranča je že vprašala v chatu, ne v chatu na Twitterju, samo Twitter šteje ali pa mogoče na Instagram, ne, na Instagramu ne moram, na Twitterju. Na Twitter. Ja, kaj pa kdo nima Twitterja? Ja, to je pa druga stvar. Zdaj pa, kot veste, imam še malo admina, pa res nehava. Še ena stvar, ki bi jo rad rekel, seveda vidite, da imamo zdaj redno rubriko, kjer bereva ocene opazovalnice v iTunesih oziroma Apple Podcasts, ker pa seveda niste vsi na iPhonih in mogoče tega nimate. Obstaja tudi ocenjevanje Facebook strani Aparatus. Tam lahko tudi, se pravi, če imate Facebook, pa ste lajkali Facebook stran Aparatus, lahko daste oceno, tam napišete, to je ocena za opazovalnico in lahko tam napišete, da bo tudi s tem kakšno prebrala. Tako. To za zdaj rekla, da bo redna rubrika ratala. Tako da to lahko naredite. Še enkrat, #opahelp, okay? Karkoli vprašate, mi dva odgovarjava. To je zdaj najmoto. Karkoli vprašate, mi dva odgovarjava. Godler, prosim za admin. Ta podcast je zastonj. Podpri.si. Hvala. Res hvala vsem, ki podpirate, hvala vsem, ki ocenjujete, hvala vsem, ki boste dali vprašanja. To je bila 52. opazovalnica. Dobro. Dobro opazovalnica. Jaz bom rekel adijo, Godler pa tudi po moje. Adijo.